Dober dan, dobrodošli in lepo pozdravljeni v prvi epizodi AS podcasta. V moji družbi fantje, ki odkar delajo na areni, že kar skačejo iz hladilnika in iz paštete. Tine Zupan, živijo. Živijo, Izidor. Denis Šme, živijo. Pozdravljen. Nejc Vidmar, živijo. Prešeren pozdrav. Kako smo, fanti? Super. Veselo. Ti si direkt iz Milana? Da. Kako je bilo? Zabavno, pestro, zanimivo. Veš, kako je? Jaz mislim, da moramo priporočati vsem ljudem, da si čim več teh velikih tekem ogledajo v živo. Jaz sem bil na Olimpiji od Domžale. Zato si sprejel moj nasvet. Tako da dekor je bil približno podoben. Tako da, zelo, zelo zanimiva izkušnja. Kateri vrsti si bil? Zdaj si me vprašal. Visok. A si imel taktično? Taktičen pogled sem imel. Tako. Sej, kaj je najbolj zanimivo, ko gledaš te tekme, dosti folka mi je rekel, kaj si šel gledati, ta Simeone, lahko rečem, bravo, bunker. Lahko sem polne igralce iz Brava na posojo pela, tu super. Dobro. Fascinantno je, kaj vidiš to v živo. To je mene fascinira, recimo že, ko gremo mi v Anglijo, če se slučajno zgodi kakšna tekma, da jo ne komentira oba, pa si malo podtalava, je fascinantno je to te neki, kaj bi rekel, posebni segmenti, kako to dvigujejo linijo, razumeš? To pri nas, če ti veliko gledaš slovenski fuzbol, kad ga mi štiri, nažalost, vsi kar precej, je skozi sproženje, vsem je sproženje, tam je pa to toliko brutalno, da so te igralci so na takem, tudi tek, ki imajo poprečne tekme, se pravi dvigovanje linije skozi na sredino, avtomatično, klikar, ga se menja posebej, spiči, menjavanje strani. To so te neke osnovne stvari, po katere se mi skozi pogovarjamo, so nas problema, razumeš. To mene fascinira bolj kot recimo neka tekma sama, ki gledam to v živo in tem smo se mi dosti pogovarjali, tudi ko smo bili recimo v Angliji in mislim, da to, zdaj, da si samo po sebi gledaš tekmo, ki po TV-ju, mislim, da to ni poanta. Kaj pa vzdušje, recimo, vzdušje v primerjavi, če ga primerjaš, bil si v Angliji, pa zdaj pa tako pač... Čisto drugače, ne? Je drugače, ja. Mislim, da te Italijani imajo neko tako fascinantno fuzbol kulturo, in pač poln stadion v Zuni, mi smo bili tam že 2 uri pa pol pred tekmo, to se peče, to se je, to se pije, to čakajo bus, da pride, sej verjetno si je folk dosti teh stvari že ogledal, se posebej Milano, ker nam je dostopen, tudi jaz nisem bil prvič. Rekel bi tudi mogoče, da je neka taka tekma, ki si ti v izločilnih bojih, je po moje še bolj nekako naelektreno, bilo je tudi ful veliko navijačev, atletika in tako naprej. Mi dva recimo, jaz bi rekel, vse o tem so se takrat pogovarjala, če bi primerjal s temi angleškimi zdaj, mogoče iz te pomembnosti tekme na ta način težko peleš paralele, ampak vem, da je bil recimo vzdušje, ko smo delali United Tottenham na Old Traffordu, je bil brutalen. Takrat je bila situacija, ko imaš une slušalke gor, a smo oba komentirala? Ja. Skupaj sva komentirala in jaz sem enkrat v 65 minuti sem dal tako slušalko malo dol, sem se spomnil, da je mogoče bi pa, glede na to, da je to tvoj najljubši klub, mogoče bi bilo dobro, da slišiš, kakšno je vzdušje, ker United takrat res pritisko jih je napadel, je res dobro so igrali, tudi dvignili so navijače. In tako šele v 65-70 minuti sem se spomnil, da dobro bi bilo mogoče malo slišati vzdušje. In potem sem tudi tebi med tekmo rekel, da ko bom jaz govoril, malo da je stran slušalka už videl, koliko je in je res. Takrat si dobiš feeling, kaj tako delaš, kaj komentiraš, je težko. Mislim, bolj si v nekem vsebinsko si vpet noter, ampak glih to nam je dalo možnost, ko sva ba dva, da en govori, drug malo lahko 3-4 na tekmo naredi tako in je res dobro. To sem hotel reči, jaz sem bil prejšnji teden v Gracu na Šturm Slovan in je stadion se mi zdi podobno kot Stožice, 16 jurjev, nekaj takšna kapaciteta, ampak se veš, veste, kako je derbi v Ljubljani, gori pa vse, ampak glavna razlika mi je bila ta, da tam 16 000 ljudi non-stop poje. Vsi imajo iste pesmi. Ni samo oni 2 Jurija Ultrasov na eni strani, pa na drugi strani, pa oni vmes, ki se derejo, ki je gol ali pa šalalalala. Dejansko 16 Jurijev pa ta neka nemška mentaliteta, ki zraven je nekaj, da v Šturm gol spustili nek valček, musko. Kar nekaj, ki te v bistvu, če bi bil doma, bi me uspavala muska. Kar valček in oni kar pojejo, neki dunajski dečki, ne vem kaj, cel stadion poje, Šturm Graz. Je res... Ne rabiš biti na San Siru, da vidiš nekaj čist drugače, kar tukaj nismo vajeni.
Ne, če ti, ki ima povedati, Domžale, Olimpija, kako je bilo to, te polni stadioni, te nabite tribune in napevi navijaški. Jaz lahko govorim iz svojega, ne, res pač derbi je res nekaj več. No. Derbi občutek že samo pred tekmo, recimo najbolj nabit derbi je bil mogoče moje prvo leto, ko smo 2016, ko smo zmagali. Ker sem ni krivi, ni dužni, je Merte zanižil, pa je tovariša najbolj. Ti si igral takrat, ne? V koleno. Ja. Pa ste zmagali? Zmagali so, ampak na koncu smo mi zmagali, to je bilo najbolj važno. To je tekma, ki je bila zdaj do Kazahstana, slovenska reprezentanca, najbolj obiskana v Stožicah. Ker ni bilo 7 jurjev tampon cone. 15 000 je bilo, koliko je bilo. To je edini derbi do zdaj, ki je bil razprodan. Tisto je bilo res. Ja. Edini do zdaj v Stožicah, ki je bil razprodan. Tisto je bil res... Tisto je bil res dober, sploh prvi polčas, ki smo vas razbili, je bilo res dobro vzdušje. No, Kaj pa je se zgodilo? Pa je prišel Vanoli, pa Mendy, pa smo bili mi alarmi nazaj. A se spomniš, da je neskevne tekme med polčasom, kako je rekel Nec, Krona je dal gol, ne? Krona je dal gol. Krona veter je dal gol, Olimpija je bila boljša, vi rabite zmago v Ljubljani. Kaj je rekel Milanič v polčasu, oziroma Zaho mogoče, kdo je govoril? Zaho je prišel, ja. To je drugače zmotno razmišljanje, da je Zaho hodil v slačilnico, pa zdaj je on postavljal to, ne, ampak hkrati pač to, ta šmek, ta moment, ki ga on prepozna, ki ga on začuti, je prišel, pa je dal nekaj nasvetov. In ja, menjava Mendyja je bila definitivno ena prelomna točka tistega derbija. On vas je razturil vse tam v zadnji liniji. Ilhar ga še zdaj sanja, po moje. Zdaj sanja. Novaković, mi smo prišli ven s postavo, s napadalci Mendymu, Novaković tovariš. Tako da to je pol v drugem polčasu je pokalo, Vanoli klasično skapavija nazaj. Sam ti to dobro poznaš Vanolija, ne? Ja, mi so veš koliko, koliko smo bili v Kopru skupino? 3 leta. V trening si vedel na pamet že? Ja. Že za celo leto naprej? Ja. Zelo, zelo vraževeren. Ena situacija je bila, da imeli smo zelene pa oranžne markirne majice in enkrat namest oranžnih niso bile rumene, so bile rumene namest oranžnih en dan pred tekmo in se mu je sesulo vse. Cel trening se mu je sesul, ker tista ekipa, katera je naslednji tekem nastopila, morala biti v oranžnih kazakah, zato ker drugače ta plan ni mogel biti speljan tako, kot si on zamislil. Imam jaz tudi nevraževernost glede za njega. Je bilo pa, da je, mislim, da žena ali partnerka, se nima veze, prišla na tekmo in je pač takrat, ko smo zmagovali, je bila točno na določenem stolu je sedela. Potem je šla pa na drug stol in je bilo vse narobe, ker smo izgubili, oziroma je bilo to glavni razlog, ker ni sedela na istem stolu. A ni on tudi klopi zamenil, ko je prišel v Olimpijo? Ja, to se spomnim. Se pa ne spomnim. Da jih je dal na desno stran od Dragonsov, če se ne motim. In to drži. Možno, jaz se spomnim. Pol jih je pa vrnil nazaj, Elzner ali kdo, da ste bili spet rezervna klop bliže Dragonsom. Ne spomnim. Zdaj je pa spet desno. Jaz, ko sem z Mariborom prišel na gostovanje v Stožice, sem bil v isti slačilnici, kot sem bil pol kot član Olimpije. Ampak to so zdaj zamenjali slačilnice. Zdaj je desna. Zdaj je zaradi tega. Rezervno klop se pa vmes tako 3-krat menjali. Vem, da Vanoli enkrat, pa Elzner je pol vrnil. Pa spet nekdo bi bil bliže Dragonsom. Ja, ampak je to odvisno od slačilnice. Če imaš ti če prideš v avtobus na desni strani, je pol tudi nekot logično, da imaš klopi na desni strani. Ja, se tako je zdaj. Fora v tem, da so se križali ali vedno. Ti si vam prišel, da si se zakrižil, ker greš pol na to klop. Je pa logično, da vedno je domača klop una, ki ima stranskega sodnika na tej strani. To je jasno, da se tle dela. Ko smo pri klopeh, to zadevo smo se zadnjič pogovarjali in me zanima, kje v evropskem nogometu, kakšen stadion poznate, ki kot Mura, sedaj v tej situaciji, da je dala klop za domače igralce pred navijaško skupino gostujoče ekipe. Ja, ponavadi so te gostujoče tribune itak za golom, ne? Tako da se to... Oni so še celo imeli prej na drugi strani klopi, ne? Zdaj so jih dali tja, ker so... Ja, so bile včasih dol. Si prav videti, kako je bilo. Ti to klopi tako dobro poznaš, ne? V Murski. Ali je tribuno bolj poznam? VIP tribuna. Poznam, ja. Ne, ampak
to ni normalno, ne? Zdaj, če gledamo iz tega vidika, da imaš ti za sabo viole v tem primeru in tam, ne vem, no, to... Ne, ščitaš viole, kako ga zdaj ščitaš? Kako ste vi na ravnici to razdelali? Ne ve, kam se sploh lahko. Ja, on ne ve, kam bi se... Še vidiš, da še z avtoceste rab 2 aviona, da pride. Veš, da mi je včeraj kazal, ko greš na spletno stran maribor.com. A med legendami? Ne, to hudo ni. To ne bo tribuno poimenoval po njemu. To hudo ni, ampak kaj delaš, tavares intervju, ne, in je šel nekaj gledati, nekaj, ne vem, kaj si šel gledati, kaj bi si lahko tam pomagal in mi pokliče, pogledaj to in imaš dejansko, ne vem, če se spomnite, kaj je Maribor delal, ne vem, kaj so bile te fore, ampak pol glave enega, pol glave drugega, ne. So imeli neka marketinška fora, ali kaj je bilo. Glih pred derbijem, ko je ta zapalil derbi, špijuni so med nama, smo mi bili tako pol šuler, pa pol pač nekdo po šulerja se je tle držal in pač glava. Šuler je bil na vseh. Mislim, da celo je. In zdaj imaš na spletni strani pol glave Marka Šulerja, pol pa Denica Šmet. Ne, ampak to je neka bug, Artificial intelligence. Moraš na svojemu kompu pogledati. Omenil si Milaniča, vem, ker smo se enkrat pogovarjali že o tem, da ga zelo ceniš. Ja, res ga. Top 3 trenerji tvoji v karieri, on je med njimi kdo še? A je on med njimi, ne bom usiljeval mnenje. Okay. A dej nehi, no. To bomo dali na majico. Kako? Čakaj, na tvojemu... Ja, na maribor.com, mi skupaj eno smo, brada Marko Šuler, frizura Denis Šmet. Ne moram reči. Skupaj eno sta. Skupaj eno sta. Skupaj šulerja, recimo, ne. Skupaj eno sta. Koga še daš not? Med trojko. Kaj je top 3 trenerji? Ja. Je čak, Skendra boš dal. Ne, top 3 do zadnji, nisem mislil. Dina Skendra pa ne bom dal. Ne? To pa zihar obstaja kakšna dobra anekdota, iz vajnih časov tam. Ampak koga kdo ti je še pasel, no, da končamo to temo? Med top 3, dej kategoriziri mi. To ti najbolj pasel. Najbolj pasel. Ja, da si ti mislil, da ti najbolj odgovarja način dela, način komunikacije, način igre. Gliha, sem preveč kot zakompliciral ti že, ne? No, možno prvo žogo. Pa ne, meni je gliha pasel. A, okej. Se je zanimivo. Mogoče se malo poistoveti, malo z njim. Spusti podprta vrata, ker si šel spat. Ne, mi smo to takrat rešili. Špok je to uredil takrat, ko je hotel pobrati telefone, švicko tam plezal po balkonih, nekaj še vse. In Špok je rekel, Primke je našlo, s Ferrarijem se pripeljal iz Basla na rep, ko je rekel, ja ne bom dal telefona. Ne. In potem je še švicko parkrat probal tam nekaj po balkonih kontrolirati, pa to, ampak ni šlo, smo se nekaj uprli in potem zadeva so funkcionirala. Mi smo takrat ruknali Srbe, mi smo takrat bili z Italijani egal, kot bi rekel Primke, in bila pa izvenserijska generacija. Ne. To je zdaj ta reprezentanca, ki zdaj se vrstila na evropske temelji na tisti reprezentanci. Da mi povej, a res, to sem slišal, da je včasih na treningih pod gliho je tudi šofer avtobusa v kazanskem prostoru čakal na center. Ja, bili smo malo številčno hendikepirani, kako akcijo zaradi takšnih drugačnih razlogov je prišlo do kakih izostankov. In nas je bilo manjko, ne? Manjko igralcev. Neparno. Naredil dober scouting človek. Manjko in ja, tudi to se je zgodilo, ampak Primke naredil tako klapo, da vsakemu čas. Jaz sem slišal, da je bil, to mi je Balkovec rekel Jure, da so rabili še enega za prekinitve in je šel šofer avtobusa v kazenski prostor in ga je pol še napizdil gliha, ker ni bil dosti aktiven. Ajde, z živnim malo. Drugač pa specifika golmanov je pa, da imaš ti v bistvu dejansko bolj poglobljen odnos z golmanskim trenerom, kot z glavnim. A je to percepcija napačna ali... Pa ne, normalno, se si v bistvu res si ločen in na koncu preživiš toliko in toliko časa, razumeš, ti si praktično vsak trening imaš... Individualno. Drug šport je to, a ni? Dejansko si, če se zdaj malo hecam, ampak res, dejansko mi smo pač čisto odvojeni od tega, pa tudi če imaš dobrega trenerja, da se zna postaviti zate, in pol pride do tega vzajemnega spoštovanja, pač imel sem in takšne in drugačne heroje, ne? Tako da, ampak ja, dober golmanski trener mora biti pač da je neko zaupanje in pa da zna to pač. Ne, veš kaj, zanimiva relacija je igravci, golmanski trener. To je to. Stari, ti ne moreš razumeti teh ljudi. Dejansko mi smo kar nekako
Vi ste sekta, stari. Sekta in on je neka vodja, Buda, neki in on zdaj, čim ti rečeš nekaj čez sekto, alo, kaj zdaj to? Romanski lobi, ne, to je... Največkrat se pri teh prekinitvah zakačiš, veš, a je šla linija dovolj nazaj, ali je golman šel premalo naprej, to je Čeferin, to je advokat. A ni Rajče imel neko zgodbo s Pirihom? Je zanč razlagal, a ni? Ja, Rajče je imel z Pirih je tudi svoja glava, ne, to so... Jaz iskreno ne poznam trenerja vratarjev, ki je bil čisto 100% normalen, ne, to... Čak sem pa kaj je Rajče rekel, da je... Pa si bil Boromisa, ne, tudi trener. Jo, Boromisa po supergah prišel. Ja, je bilo tako pač. On je bil teoretični. Teoretik, dober, praktik. Trenerski gol. Ja, to bi bil dober izraz, ja, ampak ja. Ne, Pirih je imel pa ta top, ne? Top, s topom jih je žoge streljal, ni imel take nokce kot tvoj Don Dino. In poga pa reče, pa skozi, reče pa pali vatra, ne, in ono, Mičo, puf, daj, in on je bil živčen in sta bili skozi neki spori, ampak kdo je še bil tako, ko smo še imeli na Olimpiji, ko smo se zamenjali, kdo je še bil tak trener golmanov, Ja, čakaj. Skender je pripeljal Boromiso, ki je pol napredoval v... Kizo je. Kizo je bil. Kizo je bil tudi, ja. Kizo je bil. V Kopru Lupo. Lupiču. Enkrat je celo nekaj zviznalo na treningu. Padel po tleh. Lupo je bil tudi. Lupo je bil še v Glihinem štabu. Pazi ti. Primke, Švile, Lupo. Stručni štab. Sprav on lahko našteje svoje najljubše trenerje in svoje najljubše trenerje golmanov, razumeš? Ti si res multidimenzionalen. Veš, kaj me zanima, Denis? Pri Glihi je, oni tudi, jaz sem enkrat delal en intervju z njim, je rekel, dokler smo tle, boste dali telefone, pa ne vem kaj, ko se pa tekma zmaga, vam bom pa jaz dal za rundo, pa vas bom jaz napil. Kako to dejansko izgleda v praksi? A kaj, vas je pelo ven? To izgleda tako, da ko smo mi ruknali Srbe, mi smo mogli iti ven. Na trening. In se spomnim, da... A kdo ka ni šel? Ja, ni pa šel, Malić Zdanović iz Gorice, pa ni šel ven. In mi smo naslednji dan smo imeli regeneracijo, itak poreb tam, bili pač, nisi vedel, kje si. Regeneriral se, zares. Primke se bo zanimal, kdo ni šel ven in zvedel, da tam malo ni šel ven, naslednji dan cel trening bil v ševi. Ker se je dotaknil žogo, ni šel ven, še kar je not ostal. Stari. Zakazen. Ki ni šel ven. Znači Groundhog, da je ševa. Skozi not. Ja, delal pač na ta način je delal vzdušje in držal slačilnico skupaj. Se takrat to ni noben vedel. Kdo pa mislil, da mi tudi nam ni bilo interesu, da bi karkoli, kdor komu se zoprstavil, tako kot so se mu pol te mulci zoprstavili, una generacija za Evropsko. Ja. In mi smo najdli nek medsebojen respekt in mi smo delovali fantastično. Nam nič ni manjkalo. Imeli so blizu mogoče, da je kak iz cesi švitsko, Primke švitsko, to Švile, mu nazaj, mama ti je Švile, ne vem, to pa bilo malo divje kdaj, ampak to smo mi vse vzeli kot pač, da smo mi to del ekipe. Zdaj sem bral neko stvar o Guardioli, ne? Kaj smo Švile te je... Ne, štab, zanimiva stvar. Gael Clichy je govoril, ki je igral proti v Arsenalu Pol City, najprej je imel Manchinija, pa je imel Pellegrina, pa je bil pa še pri Guardioli. Zdaj pa pri Thierryju Henryju, celo pomočnik v 21 francoski reprezentanci in je razlagal, da Pep je pa tip, ki najbolj možno da pomembno svojemu štabu in je razlagal primer, en dan je, pa zdaj ne vem, a njemu točno enemu igraču, Pep na treningu taktično razlagal neko stvar, to moraš, tako bomo kaj rekel, da je največji kralj v detajlih, da tega česa tazga še ni doživel, ne? Kakšne podrobnosti ti on da, na kaj vse je pozoren in del tega je tudi to, kako on svoj štab postavi, v bistvu, da je kukar do igračev enakovreden kot oni, se pravi štab ima isti respekt, glavni trener in rekel, da je, kaj on govoril s tem igračem, je trener za fiziko, ne? Je imel pač on ta del treninga, pa rekel, ajde Pep, no, zdaj jih imam jaz, boš ga pol dobil nazaj in je Pep sem rekel, ok, pet zdaj, kaj bo pa nadaljevala pogovor, ne? Se pravi, ni izigraval
tega, ampak je dal s tem maksimalno pomembno svojemu pomočniku, ker je videl, da on njega upošteva. Ne? In da je rekel, da če se ta zgoščina in da je to fascinantno in da pol cel štab ima ekstra respekt od ekipe. Tako je imel pri nas, je imel Hadža, imel tudi ful tako podobno, ko smo bili v Turčiji, se spomniš, ko je neki ni šlo, ja, Čeki si je ložo poškodoval, ker je neki šuti so bili, ki niso bili v planu. Endrič Kič je to, dragi gledalci, Čeki, Buci, Muci, Kuci. Prosim, in je koga je uraden zamrznil? podcast. Spomniš, ki je zamrznil? Enega trenerja je zamrznil in pol dva treninga ni smel sodelovati. Ali Nikico ali Mileta? Nekoga je zamrznil, češ kao, zdaj tle si Čekič odpadel in on je bil ob strani. Tako da so različni pristopi, no verjamem, da to je Gordon. Jaz sem še enega, da je še hujši. Ki smo išli v Domžalah, smo imeli trenerja Stevan Mojsilović, ki sem dal pa to čez, takrat si pa vse dal čez. V glavnem to je bilo pa, in ne bom pozabil treninga, mi pridemo na pomožno igrišče v Domžalah, vse postavimo, že začnemo s treningom, Stevan reče stop, kao Luka, Elzner je bil pomočnik takrat, pa mislim, da Stanković oče od Jona. Pridite sem, lahko greste dol iz treninga, niste dobro stožite postavila. In jih je poslal dol iz treninga. Pomočniki. Luko Elzner je poslal v Domžale. No, zdaj se je slika malo obrnila. V glavnem jaz tega ne pozabil. Mi smo samo gledali, in pač, ker smo bili v tem. Ne. Ampak pač in to zdaj nekako življenje že pokaže pol svoje, ne. Če smo živeli tako. Ne. Z Mojsilovićem imaš zihar milijon. Mojsilović se pač tako obrnil na pol. Bi knjigo lahko napisal njemu. Pa je bilo veliko, oziroma tako, pač take stvari so, ki res niso bile okusne. Ampak ja, zdaj na koncu je, mislim, da veliko škode naredil. A pa igrači v tem primeru greste do direktorja? Veš, kako je? Cvilte. Veš, kako je bilo? Olimpija, ko imajo to moč. Veš, kako je? To je bilo ful je bilo tako narejen, tako da nekako nismo bili takrat najmlajša ekipa lige. In on takrat, ki je prišel, to je bilo, spomnim se, aprila, pred konc sezone, in takrat je še imel nekaj izkušenih in to je te počas odstranil. Ja, točno. Vse te, takrat smo imeli Zatković, mislim, da Tejinović, pa te vse odstranil, Te, ki bi izgalamili. Te, ki bi v bistvu lahko postavili neki nas, pa rekli, dajmo se, razumeš, dajmo, zdaj pa dosti tega. In takrat je bilo pač ta stvar, takrat mi smo bili pa vsi, jaz sem bil pač takrat, ne vem, koliko je bilo, 23, 23, veš, pa sem bil med, takrat smo imeli Rudi, pa te, pa Balki, to so bili fanti stari 18 let. Zdaj ne morejo, kaj boš njim rekel, ne moreš od njih pričakovati tega. On je že vedel, zakaj je to naredil. Ampak ja, hočem reči, da na koncu je tako obrnil, da je od takrat ne vem, če je še kakšen klub normalno vodil. Pri Luka to je šlo pa pač ja. Spomnim se tekme, verjetno si to tekmo igral, zdaj ne vem 100%, Domžale Olimpija v Domžalah, ki je dal človek man to man, ne, se pravi, vsi so imeli flajštar razen Zarifovića. Spomniš ti te tekme? In je Aris vzel kot štoper žogo in je kar šel do 16, nobenega ni vzel sploh. Dva šuta je imel takrat. Ja. In pol na koncu itak je bilo 3-0 z Olimpijo in to je imela tako dobro. Mislim, da je 4-0. Ali neki tako, dobro ekipico, te Omladić, te vsi mladi fanti, dobra ekipa, Jovo, Fink, Levo, Lušna, nekje sem Finka dal v to družbo. Okay. Ampak bizarno, ne? Ja, ne, to bi bilo, ampak eno tekmo prej smo šli pa prvič s tem sistemom, 1-1, mi si gledamo, kva bomo zdaj igrali, kva bo zdaj to, ne? In pač vsi 1-1, pač tudi reče, če gre po bidon, greste z njim, z njim po bidon. Majster pride, pa naslednjo tekmo, ki si je pač tisto tekmo v Mariboru, smo pa zmagali, mislim, da je bilo 3-1, sred Maribora, 3-0 smo vodili po 20 minutah. In je bilo na koncu 3-1, mislim, da nekaj tak rezultat. In pol, ja, dajmo še, ne, naslednjo tekmo z Olimpijo. Takrat smo pa doma z 4-0 zgubili, ja, tako ki si rekel, Aris je šel sam, tako gleda. Pred njim se križajo, dejansko tako so posnetki, se pred njim križajo, pač gre, umarkira unga in gre mim, pač kar pri basketu, pač ne, ni. Pa ste takrat verjeli, da to prinaša uspeh, kaj si misliš takrat, ko ti to razlaga? Mislim, to je bilo, kakšni so bili to prijemi, pa ja, dejansko kot v filmih, imeli smo treninge z špagami, pač take stvari smo prakticirali in zdaj ja, takrat, ali pa ne, treninge smo imeli, ko je bilo treba, da nismo šli prej dol, dokler niso dali, oziroma en napadalec ni dal, ne vem, 100 golov. Pač, ampak dejansko to so bili, ampak ko sem rekel, jaz sem se že ene dvakrat, trikrat sem se z njim zapel
Ampak ni bilo, dokaj niso pač gor, oni so dolg rabel gor v vrhu, da so to. Zdaj se priznavajo, da so naredili napako, da je pač čas pol pokaže. In dejansko, ampak to ni bil za tako mlado ekipo, mislim, da te fante, ki so zdaj uspeli, ki so fantje, ki so v hudih ligah, pa reprezentantje, kaj se z njih delali, je bilo kar. Veš kaj zdaj, ko se malo postaviš v vlogo trenerja danes, kaj je zdaj po moje ta problematika, ne? Se pravi, ta balkanska opuštenost, trenerska malo bomo vrgli žogo, malo ševica, bomo malo odigrali, malo prekinitve, pa gremo dol, da se mi to malo odmorimo, pa da bomo jutro pravi. To nekako ne pije več vode. Tega več ni. Po drugi strani, kad ti pride en skender, pa te tam postavi v kanale, pa si postrojen, pa tudi priješ v slačilnico, pa si slabe volje po treningu. Tako se usedemo, ko smo zdaj mi, pa rečeš, majko, kaj smo mi danes delali, stari. A veš, in zdaj, jaz mislim, da zdaj te novodobni trenerji, da jim je ful zahtevno najti neko kombinacijo te malo bolj severnjaške discipline in filozofije in resnosti in še zmeraj na drugi strani imaš ti v teh naših prostorih 3/4 balkanskih fantov, da jim pa še zmeraj prideš po tej naši poti do njih, do njihovih src, duše, kakorkoli. Ne? In po mojem tukaj tisko najde ta dva prijema, ki zna najbolj združiti, je po moje lahko odstopa. In v zadnjem obdobju naši prostori niso dali nekih... A veš kaj je po moje iz hudih trenerjev? Jaz mislim, da kakšno imam jaz izkušnjo, pa zdaj, ko vidim tudi na primeru Olimpije, recimo, ne, je bila ta, recimo, Riera, ne, efekt Riere pa Biščana, ko je neka persona, ko mu ti besedno ješ iz rok, ker ti pride en Biščan, ki je osvojil Ligo prvakov, pa ki je res neko veliko ime, ali pa en Riera, a veš, je to drugače. In mislim, da mi smo tle malo Balkanci in veš, kaj bo nam ta en, ne vem, te pride pa en default. A veš, kaj bo ta od meni. Je pa res verjetno, da je ta efekt relativno kratko trajen, če ti vidiš, da v bistvu človek nima pojma. Se recimo Savo je tudi tak primer. Savo je meni ekstra inteligenten lik, tako gledaš njegove intervjuje, diviš se, razumeš, sam, kakor sem jaz slišal, je tako bolj lagano to, ne, kar se tiče treninga itd. Ne. Pa jaz se pravim, ampak je vse, jaz mislim, da največja kvaliteta dobrega trenerja, da dobro zna prodati pričo, pa da konec koncev prepriča igralce v to zgodbo. Ker sam znanjem, ne? Znanjem, ampak hkrati tudi se pravi, psihološko, jaz mislim, da je ful važen, da ti znaš igralce prepričati v svojo zgodbo. Ti za tazga igrača, za tazga trenerja, kot Skender, tudi, ko pride sobota, si ti mrtev, ne? Zaradi tega, ker ti gre on na živce cel teden, ne? In itak ne boš ti se zdaj tam objel, itak vse ti je kar nekaj, kako se trenira, kakšen je on, pa govorim za splošno na trenerja, ni treba zdaj na njega. Ko smo govorili zdaj o tem... Vse verjetno niso za Mojsilovića, verjetno. Ko smo govorili o velikih trenerjih, kaj je skupnega bilo Biščanu pa Rieri, ne? Na eni strani pa kaj ni bilo skupnega Prosinečkemu pa Savotu na drugi strani. Se pravi, vsi štirje so top trenerske igre, vsaka čast. Žuti še največjo dosežek. Ja, ampak jaz sem Riero in Biščana res dojemal kot dva, ne trenerja, kot dve osebi s karizmo. Ki, na primer, Žuti in Savo te karizme kot take nista toliko oddajala. Ne? In pol že s to karizmo, ki jo pač niti ne po trenerski, samo po človeški plati oddajaš, plus, da si pa ti še nekje igral, da se ti sam sebe ne moreš postaviti v situacijo, da ti pride igrač pa reče, majstre, gdje si ti igral? Tukaj si že na pol poti. Ok, za Žutega ne vem, ker nisem bil zraven več, ampak pri Savotu moramo tudi vedeti, da smo imeli mi smo imeli takrat res ekipo, ki ni bila, rekel, jaz sem največ videl tudi razlike, tudi pri Biščanu smo imeli res hudo konkurenco, mi smo bili res polni, 25 igralcev, res vsak bi lahko igral. Na treningu se je šlo, ne? Riera je spostavil to pač na svoj način, ampak recimo pri Savotu je bil res manjko igralcev. Spomniš tudi, ko so Savota menjali, takrat je bilo se je pripeljal in Kvesiča in te na novo. Pa je spet Skender prišel. In je pač prišlo in se je pač pripeljal dodatne igralce. Mi smo imeli problem takrat, jaz ne vem, je bil drugačen tip, meni Savos ni bil toliko napačen, ampak tle se strinjam s tabo. Jaz mislim, da najbolj pomembna stvar je dejansko, da
nekako, da zna trener prepričati. To je meni tudi Luka Jezna, recimo na slovenski prostor. Vidim, da so ga pač fantje pol že malo tako. Kaj bo on se mi je kot nek tujc delval znotraj slovenskega prostora. Ne paša Meni je bil, mentaliteta, ja, ne. in njegova mentaliteta bolj francoska, oziroma bolj tist, pač, on je velik profesionalc, velik, res strokovnjak, se res v detajle spuščal. In meni je bil pač, jaz sem videl, da zna nekaj narediti, ampak nekako ni našel tega konekšna v... Ker on ni karakterno tako močen. Ja, in mogoče je Če karakterno močen, mogoče je to ta problem, ker on dejansko, on je odraščal do 20 let, je bil on v Franciji. In tega... On ima manj kot te balkanske mentalitete. Okej, ja, malo ja, vzgoja, ja, Veš, in tle se mi zdi Čeprav Riera je to najdel, pa nima veze. Ja, Sam Riera je mal Balkanac, on ima to tendenco. Ja, on ima to tendenco. Najbolj bereš o tem, isto takrat igralci in Olimpije in zdaj Celja, oni vsi govorijo, kako je človek odprl oči, razumeš, v nekih stvareh nogometnih. Da je to vse na tak simpel način zna razložiti stvari kompleksne, kapol. In valjda, v končni fazi pa vedno to. Igrači pridejo na teren, vidijo, da to deluje. Rečemo, majstor ima prav. Pa na čist simpel način nam je razložil kralj. Ampak kaj zdaj, ki pa prišel v drugo okolje? Kaj pa zdaj? Ki nimaš nastavka. Ker nisi toliko velika figura tam. Tako, ker nimaš tega nastavka, da si pa ti toliko večji, da je tak razkorak. Recimo, slišal sem tudi za tega Ire Jarošika, ki je bil v Celju. On je bil tudi velik igralec. Bil je več slabše karijere, da je bil karijera, realno, igral človek v Chelsea, ne vem, kje vse. Da je tudi tako tip bil tako top, sam da ni mogel sprejeti tega, da te igrači tega ne morejo delati, kar je bilo njemu normalno. Čeprav je bil on trener pri drugi češki ligi, pa nima veze. Meni se zdi, pa ne je prišel Celje. Ampak da je težko to sprejel, Tako je meni, na primer, veš, kako smo pozabili, Camoranezija. Ja. Model bil svetovni prvak, stari. Ja. Pa so vsi govorili, da je bil prevara živa, trenersko. Tudi ni oddajal te karizme, tudi ni imel neki, se pravi, tudi če si ti bil svetovni prvak, pa milijon tekem v seriji, še zmeri to ni nič, in ti mu ni dal nič. Tam neka zgodba Tabor Sežane, ja, pa prišel Maribor, pa bam, se ugasne. In je, recimo to meni, ne vem, ki sem je za Pepa, ali bilo takrat v uni seriji, ki se je takrat za City delali, dejansko rekel, on tudi takrat, ko ne pozna odgovora, ko ne ve, hoče ostati prepričljiv, deluje kot da je, razumeš, in to, če vid zavoha, mi smo igralci, smo želi, če zavoham fakt, neki nasle, razumeš, neki naslaže. To je bil problem. Moraš znati tudi konc koncev zlagati, ampak zlagati na tak način, da je okej, ne, če ti to delu vsak trening, pa vsako drugo tekmo, tudi ne bo, ampak če pa takrat mogoče, ampak samo moraš biti, razumeš, dati ven to na nek samozavesten način. Ja, to je bil problem po moje, oziroma očitno z Joaom Enriquešem v Olimpiji. Jaz sem se pretekmal Olimpije v konferenčni ligi, ne vem, je bila zadnja, ne, Slovan je bil že, ta zadnjo je bil proti Klaksvi, ko je bil že Zeljković, ne. Proti Slovanu, ki je zgubil 0-1. Sem se pretekmal, sem tam srečal Krefla, Jaža in sem se pogovarjal in sem mu rekel, vprašal sem ga, je res bil Riera tak bog fuzbala, ki vsi govorite, kaj je razlika, zakaj zdaj v 3 mesecih to tako slabo zgleda. Rekel, dal ti bom samo en primer. Poglej danes gol avte, mi nič ne vemo, kaj delamo pri gol avtu. Enkrat jo da Vidovšek oziroma Pintol, kdo brani, enkrat jo da na kratko, ker pride Jelšnik ali pa ne vem, Dofo po žogo, drugič jo da na diagonalo, tretjič na beka. Pri Rieri smo imeli samo za gol avte, za vsako tekmo 5 različnih verzij, kako bomo izvajali gol out. In to na podlagi tega, proti komu igramo. Se pravi, če igramo proti Maribor, bomo teh 5 opcij. Isto za out. Ne vem, lani je bila cela fama od tega, kako Olimpija izvaja out, da noben ne more nič iz auta. In ko so taki detajli v igri, pol igralec vidi znanje pri trenerju. Ja, ampak ko smo pri detajlih, mi smo s Kenderjem šli ful v detajle. Jaz sem ne prepričan, je to verjetno. Ja, veš, to je zdaj to. Da pa že na laptop trener. Samo ste sprobali, pa je šlo. Ali ste sprobali, pa ni šlo, pa mu niste več verjeli. Ne, to je bil odpor že v samem začetku. Se pravi, ko si ti, razumeš, že ona klasična prva balkanska, kdo si zdaj ti, da boš tle zdaj nam kanale, bomo mi kanale kopali, pa 6, 8, ono, cp, že takoj, ni te znal prepričati, ni te potegnil na svojo stran in pol ne moreš nič. Če ti igračev ne dobiš na svojo stran, ti si gotov v štartu. To je tisto, kar sem jaz govoril. To moraš imeti prvo znanje, valjda itak. En, ki ima pa lahko kupu stari vse knjige, pa ne zna tega vendati,
pa nima karizme. In to je tisto, dober trener, res najboljši trener so pa pač te, ki imajo vsega po malem, ne, dejansko, da ti zna znanje predati, da ima dobro karizmo, da ima to pričo, pa da ti to pač, pa da dobi igralce na svojo stran in takrat pol je pa tisti trener, ki bo, jaz mislim, da delu razliko. Pač, Jaz vidim malo tle, sreče, valjda. ful me zanima, kako se bo Liverpool odzval po klopu, ker jaz imam občutek, da je pa tukaj ta odnos že tako Specifično močen. očetovski, ful drugačen, kot pa zdaj v teh novodobnih mlajših trenerjih, ki si že tako skoraj na ti, skoraj kot nek brat, skoraj malo starejši brat, on je pa res fotor, te ubijel čez ramo, ti da občutek varnosti zaradi že svoje pojave, že zaradi spodne čeljusti, ki jo je izbacil, res in Xabi Alonso. Ja, mislim, tam super predstavitev sem videl, tam naredila, kaj vse super, to, ampak... Veš, kako je, ne? Se ti več ali manj imaš vedno to situacijo, če imaš nekega ultra uspešnega trenerja. Le, kaj se je Napoliju zgodilo letos? Oni so že tretjega trenerja nastavili. Valjda, težko je to, ker nekaj funkcionira, dosežeš nek vrh, ekstra uspeh narediš, kot so ga oni lani, ne? In pol avtomatično pride do menjave, prvi pukne, drugi pukne, ne veš več, kaj narediti. Ne? In mogoče bi to Mandarić na ta način razmišljal, da je to prav pot. Ampak to jaz mislim, da bodo oni imeli ekstra problem, karkoli bodo naredili. Ne? Zdaj, da se jim je zdaj za tega Xabi Alonsa zgodil še Bayern, ne? Da je tudi pač ekstra zagret, ko da imaš le zdaj in ti ne možeš vedeti, kaj se bo. Lahko reče tudi, da bo stal v Leverkusenu. Mi nimamo pojma, ne? Mi lahko samo gibamo, kaj bi njemu najbolj pasal, kam bi on najbolj pasal, ne? Sej to, kar si ti zadnjič rekel, smo se pogovarjali, ne? On je bolj Guardiola, slog klop. Ampak vse to nič ne pomeni, da mora biti Liverpool zdaj klop, da mora klopa prekopirati. Ker to, če bo to delo, je to po moje najslabše. Ne? Se pravi, je pa res, da ti, ko gledaš to, kar je na trgu, ne? Tomas Tuchel je zdaj v igri, ne? Tomas Tuchel, ja, to sem danes pomislil, ker sem videl to, da je... Naj bi se rad vrnil v Anglijo, pa nekako s Chelseajem, mislim, kako je on odletel iz Chelsea, itak bojda, zato ker ni Ronalda hotel prepeljati zaradi na adreso, pol je izgubil v Zagrebu, ne? Pa je bila noga, pa ne vem kaj, ampak... To je bila itak ekstra specifična situacija, seveda, ne? Ni bil trener, bil je trener prejšnjega vodstva in to ponavadi se konča tako, ne? Tuchel je zajeban tip, ne? Tuchel je zajeban tip, on je v bistvu skregal se v Dortmundu, skregal se v Parizu, ne? Kjer je bil on najbolj, da je dal na sebe, ne? On je takrat, vem, da je delal te fore, da je tega Danila Pereira, ki zdaj si sicer ful velikega štoparja, ta portugalski reprezentant, ki je dal na štoparja, zato da je dokazoval unim, da nima štoparjev. Ne? In take fore delal. On je rekel, pol je govoril, da se je bolj v Parizu počutil, bolj, da je bil minister za šport kot trener, ne? Ker je tok političen klub, ne? V smislu tega, koliko je nekih stvari se not dogaja. Ne? In zdaj spet vprašanje, dejansko za kakšen projekt je on idealen trener. Ne? Tle se je nekako pri temu Bayernu, jaz mislim, to zgodilo kar malo na silo, ne? Ker ne vem, zdaj spet ne vemo, mi ugibamo, kaj je v zadju, ampak Julian Nagelsmann je top trener, ne? Tudi mislim, da dejansko niti približno ni bilo zame toliko slabo, kar je takrat Bayern zgledal, oni so me po moje neke druge fore, da jim on ni pasel, ne? To so spet specifični klubi, ne? To so te klubi z gigantsko tradicijo, kot Real Madrid, ne? Ti lahko rečeš karkoli v Carlo Ancelotiju, ne? Carlo Ancelotti je idealen trener za Real Madrid, ne? Zna une gor, pošmekati, zna tele malo, veš, kako pravi to Galaktikov whisperer, ne? Se pravi, še petalec Galaktikov, ne? In to je to, kar si ti rekel, ne? Ta je pa kralj za to, da igrače na svojo stran, ne? A veš, Kamavinga levi bek. To je tisto, kar si prej izgovoril, recimo za Riero, ne? Recimo v tem prostoru je zdaj spet to, v nekem drugem prostoru vprašanje, če Franci lahko da bo spet, ne vem, če bi ga dal pa zdaj v Španijo, ne vem, da bi zdaj prezel Girono, pa bi letel, ne? A veš, to je tisto, kar si ti rekel zdaj za Ancelotija, dejansko, on je bil. On kjerkoli je bil. Ja, ampak so pa trenerji, ki nekje klapa, nekje... Vsi ga že imamo z enega starega, ki ga je čas povozil, tle so zdaj te mlajši trenerji, Ancelotti, vedno so one zajebancije, po kakšni tekmi ista facama, če dajo gol ali pa če ga dobijo, pač kao on daje 11 igralcev na igrišče in igrajte, ne? Samo recimo Bayernu pa ni prošel. Zakaj? Ker je prišel po Guardioli, ne? In so igrači verjetno v štartu rekli, top, malo bolj relax, ne? Pa so pač vse videli, fakt, da ima v bistvu paše ta tenzija Guardiole, ne? In spet je najbolj, kdor bo prišel po klopu, ne? To je sretno človek, ne? Ker to je, razumem, kdor bo prišel po Guardioli v Manchester City,
To nima šans. Good luck, ne. Boš, da enkrat že otvoriš za en let. Tako kot David Moyes, ne. Da boš ja, tako ne. In sej to, kar je prej ne izgovoril, ne. Te stari trenerji, ne, do Wengerja recimo, ne, ta era so se začele zadeve spreminjati, ampak te stari trenerji, Ferguson, Harry Redknapp, ne, to so oni... Enega treninga niso v življenju odvodili. Realno. Vem, da je tudi enkrat, no en kdo je že razlagal, kaj je igral pod Samom Allardyceom, ne. Rekel mi je, da se sploh nismo videli do srede. On je pa prišel malo s čajom, pa tam malo pogledal trening. Pri Fergiju je bilo pa to, ne? Pri Fergiju je bilo pa to, mislim, da to celo on v svoji knjigi napisal, da, oziroma nekdo je za njega rekel, da on ne bi znal zdaj treninga postaviti in ga odvoditi, ne? Ampak to je pa on rekel, on pa niti enega treninga ni spustil, ne da sam ni spustil treninga, ampak niti za sekundo v treningu ni dovolil igralcem, da bi pomislili, da jih ne gleda. A veš, postavil mu je tam René Mullenstein oziroma kdo je Carlos Queiroz, kdo je bil pomočnik, je oddelil trening, ampak on je bil tam zato, ker je pač on, ne. Persona, in zdaj, če bi on šel na čaj tako kot Allardyce, bi verjetno bil razpust. Sporočilo tudi igralcem, pač gleda, si nimamo šans, ne. A veš kaj, mislim, tudi konec konca, jaz mislim, da je to pač psihološko, da pač igralci dobijo sporočilo, kljub temu, da ne vem, govorim, to vem, spomnim še, ko smo bili mi v Urban, takrat, ko je bil Biščan, takrat, ko nisem igral, jaz, ko sem se vračal po škodbi, on je bil pač tudi un dan za une, ko nismo bili v kadru, je bil on na treningu takrat zjutraj pred tekmo. Mi smo imeli, če smo imeli soboto zvečer tekmo, on je bil soboto tam, pač ob igrišču sicer on laufal, on delal, ampak on je bil tam. In to je to, vsem si se čutil, jaz sem se počutil, pa njemu, temu, da nisem veliko igral, na začetku sezone sem, na koncu pol nisem, pač sem se počutil del ekipe in mi je bilo pač za tazga trenera veliko lažje požeti kakšno stvar. Se to še Krona zanč rekel, ne? Da je pri Biščanu bil pripravljen za njega vse narediti, ne. Ampak to so da Krona Veter je bil specifičen igralec, Ljubljana ni nikoli vzljubil, pa včasih toplo, včasih hladno, ampak da on to reče za trenerja Olimpije, nekaj mogel pomeniti. Rad bi se naše rubrike pod drobnogledom dotaknil in sicer bi dal pod drobnogled To je rubrika. 2 trenerja. Ki sta pod mojim drobnogledom. A to si izumil zdaj rubriko? To sem jo prenesel iz sosednje mize. Lahko mi eno rundo še dobimo. Markovec! In sicer Mitchell, Girona in De Zerbi. Jaz mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bosta gospoda šla na klube, ki so bolj tekmovalni od njunih trenutnih. In kaj mene zanima v tej zgodbi je, kako se bosta ona, ki sta po mojem mnenju nenormalno zaverovana v svoj način igre, odstopanja od načina, kako se bosta ona dva prilagodila na zahteve evropskih velikanov, ki imaš pa ti v zadnji pritisk rezultata. Ja, glej Brighton, ne? Glej De Zerbija. Mi samo govorimo, kako oni lepo igrajo. Oni so tako 2-3 tedne nazaj izgubili od Lutona 0-4. A veš, tega, če bo on trener Liverpoola, ne moreš od Lutona zgubiti 4-0, ne? To je to vprašanje, ampak oni ne odstopajo. Ja, samo veš kaj, 2 stvari sta tle, bi jaz izpostavil. Prvo, da se ta Mitchell ne more primerjati z Zerbijem, ker ima ekstra kratko zgodovino zdaj tega uspeha, ne? On je dolg trener že, to je prva stvar, ki se je on izstrelil na tako stvar. De Zerbi je bil ekstra uspešen že v Sassuolu, Dubo je Šahtar, zakaj se je tam tako razpletel, kot je, vemo, in Brighton, z boljšimi, tebe zanima, kako bi ta sistem funkcioniral z boljšimi igralci, ne? Daj ti Guardiola v Brighton, on bo tudi zgubil z Lutonom 4-0, brez skrbi, da bo. A veš, to je zdaj težko vleč paralele. Grahama Potterja smo dvigovali v nebesa, kaj je delo z Brightonom, ne? Ja, ok, ampak jaz mislim, da tle gre pa lik za to stvar, kar smo večkrat rekli. Mislim, da De Zerbi ful večji karakter, kot Graham Potter, ne? Graham Potter je limona, realno, ne? In je pač idealen, njega lih to požaral, njega če jaz je požaral, ne? Ker to je pač mašina, brutalna stvar. Ne, veš, ker si rekel za igralce. Nisem se toliko mislil glede na igralce, ampak pričakovanje glede na klub. Naprimer, evo, zdaj zadnjič sva delala Milan Monza. Sam kaj pravi klub v Angliji? City. Ja, sam za De Zerbija. Temelj moraš osvojiti, da so zadovoljni, zdaj taki standardi so. Ja, pa ne. Jaz mislim, da City ima najbolj normalne lastnike na svetu, karkoli se mi mislimo o Cityju. City je najboljši organiziran klub na svetu. Definitivno, ja. Evo, primer. De Zerbi je izjavil, da se želi vrniti v Italijo. Milan bo verjetno iskal novega trenerja, on pa Milan neke simpatije so, De Zerbi pride v Milan. Kako bo on
to svojo filozofijo, ideje, strategijo, principe prilagodil temu Milanu, ko bo šel na Giuseppe Meazza igrati proti Interju. A bo on še zmeri igral? To bo, definitivno bo. Ja, ampak tako kot smo rekli, veš, zgubiš 4-0 proti Lutonu, pa koliko je Brighton igral? Aha, zgubiš 4-0, ok, pa greš naprej. Ko boš 4-0 zgubil od Genove v Milanu, ga bojo raztrgali gazeto. Kak je dober primer tega, ne? Ok, ni tako... Ne gre toliko v detajle kot De Zerbi s tem svojim in je probal drugačen fuzbol igrati v Manchesteru Unitedu, prilagoditi sistem igre igralcem, ki ga ima, ne? Ampak on je prišel z renomejem, da je zgradil eno najboljših ekip v Evropi, takrat z Ajaxom, in zdaj bo United v roku pol leta gazil, ne? Saj igral na ta način. Ne? Problem je United, da oni ne igrajo, kot je igral na Ajax. Povem pa povej po drugi strani, a je Tottenham igral tako, kot igra Ange Postecoglou zadnjih 8 let? Ja, mislim, to ti zdaj pove verjetno, da on dejansko Ten Hag je tudi mogoče pa Ajaxu bil nek produkt sistema, ne? Kaj je on imel na voljo, kaj je pa Ajaxu utečen, ne? Ker vem, da sem jaz gledal neke stvari, kaj je imel on Twente prej, ne? Gledal sem, imel si celo neke sestave treningov, on je zelo kompleksen trener, ker deluje čist nekarizmatičen, pa ne znaš povedati, ampak seveda to je tudi jezikovna barijera. Ne. Mogoče, ne, če bi Ten Hag šel v Brighton, ne, pa bi igral tak fuzbol, kot v Ajaxu, bi bili vsi navdušeni nad njim. Ne. Zdaj, mislim, jaz nikakor ne podcenjujem De Zerbi, jaz mislim, ne bi niti približno, jaz mislim, da De Zerbi najbolj perspektiven trener na svetu. Trenutno. Meni gre na živce, če bi šel on zdaj v Chelsea, pa po 2 mesecih 6-krat zgubil pa odletel, ne. To je problem. Zdaj vprašanje, če bi 6-krat zgubil, ne. Sej leti lestvico, kje pa je Brighton? Sej niso oni 12, ne. Omenjaš pač nek ta slab rezultat, sej je tudi Arsenal kiksnil 2-3 par tednov nazaj, ne. To je pač zelo zanimivo videti, no, funkcioniranje z boljšimi igrači. Je pa zanimivo, ker De Zerbi je bil dober igralec drugače, ni zdaj igral ta top nivo, je bil ful dober tehničen igralec, ampak spet, kako ti vidiš to, kar sta videla prej govorila, ne? Da ti imaš enega tega bivšega igrača, velikega persona, v štartu si v plusu, ne? Dokler te igrači, bom po domače rekel, ne skužijo, ne? Da si mogoče kamoranezi, ne? Pa nisi biščan, ne? Imaš to, da to pele. In ti v bistvu danes, ne? Zdaj bom govoril malo na pamet, pa se lahko navežemo na debato, ne? Razen Guardiole, ne? Kdo je bil top igrač, pa da je zdaj med najboljšimi trenerji na svetu? Zidane. Je bil poprečen? Kje je Zidane? Nis pristranski preveč. Zidane. Zidane je znano, da je, mislim, znano. Kaj je priča, mislim, Zidane, kje pa je trener Zidane? Zidane je Zidane, jasno. Zdaj, da je on vrhunski trener, jaz pravim, da ni. Mislim, to ne pravim sam jaz, da se nisem jaz to zmislil. To pač Zidane je neka neverjetna ekstra specifika, le Čavija, kaj se mu je zgodilo. Pa Čavi prišel mogoče z nekim neverjetnim pompom tega, da je on pač personifikacija tega tiki-take sloga, levo, desno, tudi ful nekih idej, kad ti njega poslušaš, on ima zelo jasne ideje. Lansko sezono top, letnostno kiksnaš. Veš, kaj me je dalo misliti? Me je dalo misliti izjava Guardiole zadnjič, ko se je postavil bran Čaviju in je rekel, vi si ne zmorete predstavljati, kakšen je pritisk biti trener Barcelone. Sigurno, rekel, City. Je rekel, to ni Guardiola, ki je izjavil, ja. Ja, to sploh ne da primerjati. Rekel, to so čist neke druge sfere. Moraš vsako tekmo zmagati, pa moraš zmagati 3-0, pa moraš imeti... Pa moraš s tem svojim slogom. Pa še domačinci, pa si še 3-krat bolj napsihiran. Kamorkoli greš, razumeš, Barcelona ni tako velik mest, ne? Spet je veliko mest, ni tako veliko mest, razumeš? To je psiho scena, kamorkoli ti greš, če si še domačin, pa vrh vsega, bože mili, ne? Ampak vidiš, ne, že odgovornost je večja, na tem najvišjem nivoju, razumeš, nimaš teh največjih igračev, da so oni zdaj po teh top klubih, ne. Nimaš več, ja. Zelo malo tega, ne. Dejansko je, tudi se mi zdi, kar je velika škoda, ne, velike igralce kot trenerje se mi zdi sistem hiter. Lej, kaj se je z Gerrardom zgodilo, ne? On je bil takrat, ko je šel iz Rangers. Naravni naslednik Jurgena Kloppa. Vse, tako, ne. In tudi Villa je v štartu top. Takrat nič, Arabija,
ti si zdaj imaš CV tak, da ne moreš dobiti normalno, le kaj se je Lampardu zgodilo, le kaj se je Rooneyju zgodilo, ne, če smo zdaj že mi bolj v tej angleški, do vod te italijanske klube, ne, te so bili, oni so vsi neki igrali, to niso bili zdaj ne vem, kak Sari, Pioli, Allegri, to niso bili neki igrači, da bi ti rekel tega ranga, kot Guardiola. Pep je bil čudo igrač, on je bil Busquets pred Busquetsom, to jaz vedno rečem. Guardiola je bil... lahko prekinem. Luis Enrique mogoče, no? Luis Enrique, da rečem. Imam eno zadevo, ki sem se danes spomnil, pa ne bi rad zdaj pozabil. Gol Darwina Nuneza zdaj proti Brentfordu. Ki je šel sam pa lobal, dokler je golman še stal. Ne vem, če ste videli izjavo Michaela Owena na to temo. Si videl ti mogoče? Michael Owen je napisal na Twitter, pa Michael Owen je znan po butastih komentarjih, pa čudnih mnenjih, ne? Ampak to je eno tako, ki po mojem bomo tudi mi delili mnenje, oziroma bomo videli njegov point. On je rekel, nočem nič odvzeti Darwinu Nunezu. Fantastičen gol, en najlepših v tej sezoni, svakemu čast, ne me narobe jemati, ampak jaz bi ga skritiziral zato, ker Darwin Nunez ima težave z osnovnim zabijanjem, s preprostimi goli. On ima težave, da žoga v daljši kot. In to, kar mu je zdaj uspelo, mu bo uspelo enkrat na 20 primerov in zdaj ga slavimo, ampak če bo še 19krat probal, ne vem, če bo še kadarkoli zadev in bo spet tarča posmeha, ne? In zdaj, kaj je tle njegov argument? Jaz mu dam za prav, oziroma ne dam mu za prav, strinjam se z njim. Darwin Nunez je tak surov napadalec, itak, ki pač bo v enem momentu eksplodiral pa dal 30 golov na sezono, ne? Ma pa težave, ki pride 1-1, bolj misliš, da ga ne bo dal, kot pa ga bo dal. In če bi on šel zdaj v tej akciji enostavno zaključevati, je verjetno večja šansa, da bi falil, kot pa, ko je naredil to. Ne? Ampak tega pa ne bo mogel delati vsak tekmo. Dejansko se vidi, da je on zdaj v formi in samozavesten je. In tako, kot si rekel, jaz mislim, da če bi šel on zdaj zaključevati na uno, tako kot je na začetku sezone, bi bila verjetno stativa, tako kot jih ima. 6-9, v glavnem, a veš, nekako, ko si ti samozavesten, je po mojem čist neka druga zgodba. Delaš stvari, tudi jaz iz golmanske vidika, zdaj bom obrnil zgodbo. Ker si ti samozavesten, meni je najbolj bilo tisto, in ok, ker si v obdobju, ko dobro braniš, takrat, ko sem jaz imel tisto serijo 1000 minut, meni je bilo najboljši občutek, ker je dejansko, ko si enkrat na tem valu, se ti zdi res vse enostavno. In ta občutek je, kot sem rekel, tudi po moje pri napadalcih je isto. Imaš občutek, da boš vsake situacije zadev. Ampak Darwin Nunez vsebuje elemente prgavosti in mangupnosti in je moj igrač. Ker ni tvoj igrač, to mi povedi. V vsakem stupnju, to ni tvoj. Tega imam rad. Ivan Toney se vračal. Mene zanima vaše mnenje in ne bom nič ovinkaral, bom direktno vprašal, ali mislite, da bi bil Ivan Toney v naslednji sezoni okrepitev ali problem Arsenala? Jaz mislim, da je Ivan Toney prva špica vseh klubov Premier Lige z izjemo Cityja. Jaz mislim, da Arsenal ne rab take špice. Jaz o tem razmišljam. Ker njim se druge stvari podrejo. Jaz mislim, da so oni tle celo mogoče več, to, kar Izzy znaš dobro rekel, v šali malo, več zgubili z Džako, pa so mislili, da bo ta Havertz prinesel še dodatne gole. Ono se dejansko ekipa, ki mora razporediti svoje gole. In drugače ne gre. In Saka mora dati veliko golov, Martinelli mora dati veliko golov, tako, kot sta jih dala Mane pa Salah v Liverpoolu in je Jesus dejansko nek Firmino. Ne? In te centralne špice, kakor jo oni sploh razumejo, kakor jo Arteta želi, jaz mislim, da oni, ker vidiš, kako Nketiah ne more funkcionirati, ne? On je drugačen tip špice. Zdaj, mislim, da bi se mogli pri njih. Jaz mislim, da ti ne moreš pričakovati pri Arsenalu, da boš dal nekoga kot se rekel, Haalanda, Donija na mes, Jesusa noter in bo vse ostalo isto, ne? Ker se bo vse stale stvari mogli prilagoditi Toniju ali pa Haalandu ali pa komarkoli. Mislim, da ta Jesusova vloga v končni fazi sploh ni problematična. Zdaj, pri Chelsea zagotovo igrač, ga zdaj smatramo med te najmočnejše. Zdaj, kaj United z njim počne, glede na to, kaj se je zgodilo zdaj Hojlundom v zadnjem času, jaz mislim, da ga ne rabi. Ne, United ga ne rabi. Tottenham nima špice, ok, to je pač zelo preprosto, ampak Postecoglou želi drugačne špice, se pravi, to še špice, ki napadajo globino, zato njemu Son kot špico zelo paše in to on je spet druga. Ti moraš tudi najdati v bistvu slog fuzbala, ki njemu odgovarja. Zdaj,
A on lahko funkcionira drugače, kot je slog futbola Brentforda. Ti nimaš dejansko velikih ekip več na svetu, ki igrajo na tak način. Ne? Ampak zdaj, kako se on lahko prilagodi, ne bom jaz sodil, ne podcenjujem ga nikakor, ker je top igrač, ne? Ampak igrač, koliko je on star, 18-19 let, ne? Pol 8 mesecev ni igral, kaj ti lahko od njega pričakuješ? On lahko nekam pride flop, totalen. Razumeš, to zdaj ni to, da boš ti dal 8 golov nekje v Chelsea v pol sezone, pa bo to kar super, ne bo. Ne? In razumem tvojo globoko ljubezen do njega, ampak jaz sem skeptičen, da on igra za največje klube. In bila sva v Situaciji... situaciji... Tako guzil z Diašem pa Stonesom, vsako žogo je zadržal. To je znano dejstvo, ki je pač to on je. Ampak kje sva trzna? Trzna sva v uni situaciji, ko se je on povlekel v med prostor, sprejel in v med Harryja Kanea je uvalil. Ja, in v podkorak zadev tekajočega soigralca. In mi dva oba Harry Kane. Se pravi, on ima to dimenzijo, da bi, kar se tiče Arsenala v igre, da bi jim to, da on ni napadalec, zgolj napadalec, ki bo tam in se bo guzil in bo to uno, on se lahko tudi zvleče v med prostor in zaposli enega izmed unih, ki utekavajo noter. Tako da jaz, če zdaj izvzamemo njegove personalne karakteristike, ki jih ne vključujemo, to jaz mislim bolj, da je. Zanimivo bi bilo, da Harry Kane tudi ni bil Harry Kane to, kar je zdaj 6 let nazaj. On je začel na ta način drugače igrati v zadnjih letih. On ni bil ta sploh to, da je bil on kar neki lažna devetka, pa kaj to je začel igrati, pa kreira, pa ne vem ko. On je rad v poln paket, ampak to tudi zato, ker je Harry Kane ekstra profič, ne. Harry Kane je pojem profiča, ekstra delo, top fit, vse v nulo, ne. Jaz mislim, da Toni ni tak tip. Razumeš? Ne? Zdaj spet to, kako se on lahko prilagodi v neko situacijo, da pride to, kar je Nejc rekel prej z konkurenco, pripišeno 25 igračev, on nekam pride, pa ni on zdaj to, kar je v Brentfordu. Ne? Spet je to težko pride to, kar oni rečejo big fish in a small pond, ne? Angleži se pravi, velika riba v mehnem akvariju. Ne? Spet ti prideš nekam drugam. Verjetno tudi te bilo fleš, ko si prišel iz Domžal v Olimpijo. Spet drugač, spet drugi igrači. Mislim, da ni tako enostavno, da bo on kar more res se mu poklopiti in ta način igre, ker je res specifičen igralec. In jaz mislim, da ne bo kar tako. Ne, veš kaj, jaz ga na primer ne vidim v Interju, ki ima pač že zadnje sezone, ki ima 4 napadalce. Jaz njega dojemam, da če se bo on mogel z enima pa z dvema boriti za mesto v prvi enajsterici, da bo to na treningu tako počelo, da ali bo enemu zlomil nogo, ali mu bo pa vleto direkt, tako da bo to. Če ga pa ti pripelješ kot prvega napadalca, lahko tudi v velik klub in mu daš to varnost, jaz mislim, da ti lahko ogromno da. Jaz mislim, da mora biti klub obupan v tem trenutku, ne ga vzame, zato ker nihče ne vzema v teh velikih klubov toliko starih igračev, toliko nepreverjenih v top klubih. Razumeš, ti zdaj vsi klubi funkcionirajo na tem, da ti v bistvu ekipo zgradiš s tem, da te fante pripelaš, ki so stari 20, 21, 23. To je dejansko filozofija Manchester City. Ne? To, da so oni vse naredili z denarjem, je realno bullshit. Ne? Oni so vse naredili zato, ker so boljši od vseh ostalih. Te igrači, ti glej, iz kje je City pripelil igrače svoje prve enajsterice. To je genialno zgrajena ekipa. Pusti to, da jim je to omogočil cash, jasno, da Chelsea nima casha, da United zapravo več denarja kot City. Sam pač nijo strukture. Sam ni pripelil Casemira iz Reala, ampak je pripelil Rodrija. Ker se je mučil prvo sezono, pa noben ni mislil, da bo, pa je zdaj mogoče verjetno najboljši zadnji vezni na svetu. ITD, iz kje so te fanti prihajali, ne pusti zdaj Haaland, ok, Haaland je ampak oni dejansko, kako je prišel De Bruyne, da je prišel iz Wolfsburga, kako je prišel Diaz, je prišel iz Benfique. To vse, Golman je prišel isto iz Benfique. In to se gradi ekipo. Ista ena skupna komponenta vsega tega, kar naštevaš, je, da so vsi te fanti, kateri zdaj ti naštev, so bili lačni. Tako, in to je poanta, da rasteš ti z ekipo pa klubom. Tako, Casemiro pa 31, 5 let jasno, in to je to. Jaz mislim, da se je pri njemu ugasnil takrat, ko je bil, mislim, za brazilsko reprezentanco, ki je šel iz Reala v Manchester, pa ko so mu zapeli, takrat je bilo neki, da so se sprdali z njega, varianta, ki je prestopil kam gre, ki gre v United, pa so se mu norci, pa je živčen nate nazaj. Pa je bil v prvi sezoni, prvi del prve sezone je bil top. Zdaj v nedeljo delam proti Lutonu, Kobe Mainoo je za njega pojem mirnosti v zvezni vrsti. On pa leti, pa rumen karton v 8 minuti, pa se mora podmikati. Težko teče. Nerealnost, še vedno klasa.
ampak ne bi se pa zanesel, da mi je on prvi zadnji veznik. Angliški futbol je ekstra specifičen. Enkrat Conte, ki je Lo Celso odpikal, pa Lo Celso je bil v Betisu top, je najboljši igrač španske lige. Ne. Je Conte rekel, Premier liga futbol je drug šport v primerjavi z drugimi ligami. Se pravi, ti moraš pripeljati igrače, ki to ligo lahko igrajo. Jaz mislim, da je to najboljši opis tega, zakaj Casemiro težko funkcionira. Ne. On verjetno gre zdaj, ne bom rekel kam, v Španijo nekam igrati v te najboljše klube, on temu normalno bom, ker je tempo drugače, ker je intenzivnost druga, levo, desno. Ne. Se mi pa zdi mogoče, da bi bil tvoj Ivan Toney, ne bi bil slaba varianta za Inter. Ne. Razumem tvoj argument, ampak tako mislim po slogu tega, kakšen je italijanski futbol, da bi njemu to pasal. Ne. Zdaj sam ta specifika teh Interjevih špic, on je v bistvu že skozi tako funkcioniral, odkar je igral s tema dvema špicama. On z Lautarom bi lahko bil ubitačen tam. Ja, čeprav veš, ali Lautaro pa še nekdo kot Thuram, ki je bolj puščica. Ne vem, je pa res, da tudi že funkcioniral in z Lukakujem. Lukaku isto. Ja, ne. Očitno se da. A smo za konc za eno igrico? Ker sem se jo zdaj Hvala, čau. na licu mesta sem se spomnil, imenuje se Kdo sem? Ugani, kdo sem. To, ko vam gre dobro. A imaš to še od prejšnjič par ekstra? Ne, sam spomnil sem se enega vrhunskega igralca, oziroma Aleksandar Balkoj, sem je včeraj zvečer poslal SMS, tega moraš imeti naslednjič in sem zdaj rekel, ok. Čakamo, ne moramo zdaj samo enega pol. Mogo si bo še ene 3 zmisliti, ali kaj? Bom se jaz enega, pa se še vi zmislite vsak enega. Evo. Bravo. A jaz sem šel v tej ligi, ali? Ne, ti imaš tam prestol. Imate telefone? Da. Najdite si igralca, enega pa boste vsak dal na mige. Ampak začnem pa jaz. Odigral sem 288 tekem v Angliji, dosegel 35 golov. V Angliji nasplošno v vseh ligah. V Angliji. Ne, nimam informacije o Premier League, ali so to še evropska tekmovanja. Za angleški klub, mainly in Premier League, sem odigral 288 tekem, dosegel 35 golov. Sem vezist in prihajam z Norveške. 288. Imamo zvonc, nimamo zvonc. Morten Gans Pedersen. Bravo. Preveč sem dal. Ne, veš, moraš razumeti, da je on igro dobil na sena dotignil, pa leš ukrivljeno. Nismo imeli poštene igre, da ne bom. Pa Giorgino, ne? Veš, da je gledal Giorgino, serijo, je rekel pol priznal. Ja, pa da ne bom o tem govoril. Dobro, jaz sem Ryan Leno se zadev. Kakšen Norvežan vezist, da je igral toliko tekem v Angliji, ni, ne? John Arne res je branilc. Ja, ne vem. Mislim, da je teh Skandinavcev veliko. Oyvind Leon Hartsen, tega se ti ne spomniš? Ne. On je bil v Wimbledonu, pa pol v Liverpoolu v 90-ih. On je bil 288, težko po mojem. A imate kaj? Ne, ti. Malo od sebe. Nima telefona. Razmišljam. Ne. Ajdeš me. Dej ti na prvič. Ja, najbolj zdaj se pritisk izvaja na starejše občane. To je nepošteno. Zdaj moram, to mora biti na Wikipedijo. Kako ti to naredil res? Kako si to pripraviš? Ne, jaz sem si za eno igrico sem si izbral 10 ekstravagantnih imen in pa sem šel interesting fact. Georgina Rodriguez, fun facts. Googlaš in to je to. Čeprav za njo vem, živi v Saudski Arabiji, ima serijo na Netflixu, vem, da je delala v Gucciu, ker sem gledal 5 minut serije. Ajde, bom jaz probal, no. Ne vem, iz kakšnega konteksta si Pedersena dobil. Hotel si nas malo... Gospodine Pedersen, zaista zaslužuje. Hotel si nas malo... Pip! Ne, ampak okej. Dobro. Ne skri, da ti ne gledamo telefona. A si gledal? Ne. Ena točka. Vsaj do tretjega hinta se pretvari, da nisi videl. A si videl? Ne, res nisem. A res ne? Meni tudi skrivi. Prisežem. A si videl? Nisem, ampak mislim. Ok, najprej bom to, da ga bomo časovno omejili. Sem igralec, rojen leta 1977. Koliko 1900? 77, oziroma bivši igralec, obviously, ker imam 46 let, starejši človek od mene, respekt. Dobro, najdlje, kar 10 let sem igral za Juventus. Moja specifika je, ok, bil sem napadalec, da bomo tako,
Moj oče in mama sta bila Argentinca, ampak sem igral za eno izmed evropskih. David Trezeguet. Kaj je fuzbalerji, pič? Ja, Dej, hajde. Ne, ti si. Jaz kot prvo postavljeni igralec prejšnje igre Ti si zadnji. Zdaj si Saši samo promotor, kot Damjan Murko, slovenskega nogometa. in bom operiral brez tehnologije. Aha, s svojim enormnim znanjem nas boš... Ivan Toni! Telepatsko bi bil. A imaš kaj? Ajde, neček. Ja, stari. Kaj ti Google? Dej, ajde. Šmej. Ali morate človek ima prenos čez pol Ja, ure? jaz moram na tekmo. Denga Čefurja, ajde. Jugosa. Da se lepše izražam. In rekel si besedo na č in režija krohotavc. Se krohotavc smeh. Prav tako, čefurja, Ja, svojega velenja enega. iz Velenja. A zdaj imamo vprašanje, kdo je Čefura, veš? Pa mora biti fuzbaler, naš da je magnifika. Mam, No dej! Ja, dobro, ali moramo kar ugibati, da boš to kakšen bivši klub. je bivši igralec Rudar Velenja. Dobro, to je premalo za prvi hint, ne? Okay. David Kašnik. Ne. A kar random igralce velja. Mate Eterović. Čakajte, Zoran Pavlović. V napadu velenskega Rudarja je pustil zelo močan pečat. Pa ni Mate Terović. Ni Mate Eterović. Ne. Mačo ta Ti ziz. lahko postavljamo pod vprašanja, veš. Pa mi podgovarjaš, ja pa Eden ne. izmed, Cifer ne daješ. eden nimaš izmed njegovih klubov je bil klub iz Rusije. Te unčela. Dejan Rusić. Ne. Dejan Rusić ni igral za Velenje. Ne, za cel igro. Ja. Mary. Ne. Iz Rudarja se je prodal za rekordno odškodnino. Napadalci, ne? Napadalci. Špicije. Napadalci pa igrajo v Rusiji. Stari, ti spet- Žiga Škoflek. Minus 20 piksi. Ne, Žiga Škoflek. Znal si, da je napadal. Žiga Škoflek. Ne. Ni. A Pa čakaj, bil v Orenburgu. Ajde, ti si prej, rekel, ajde. Jaka Bjolče, fur, napadalec. Čakaj, zdaj če puri. To je minus 20, minus 20, minus 20, minus 20. Imaš še kakega golmana za predlagati. Čakaj, to pa zdaj bruka. Aj Slovenc. Ivan Firer. Iz Rudarja je za milijonsko odškodnino prestopil v ruskega prvoligaša. Pa to si rekel ravno kar. A to ti iste kluje recikliraš. A imaš kaj drugega? A ima slovenski potni list? Ne. So shoti čefurja, ne? Ja ne, to bi bil pač ne, Denis Šmejić. Kdaj je to bilo? Od oka. To je bilo okoli sezone 2-7, 2-8, 2-9. To je treso tako. 2-7, 2-8, 2-9. Špic, špic, špic. Kam je šel iz Rusije? Klub, v katerega je prestopil v Rusiji, sliši na ime Amkar Perm. Tle tako zgleda, kada ima on ga, ampak v bistvu se sam zabava. Amkar Per. Jaz bi mogel... kakšen gol neco vidimo? Jaz bi mogel Verjetno, ja. Ko, ale 2-9 sem veš. Kot otrok futbol menedžerja bi mogel imeti to v glavi. Sam Mate Eterović mi ne gre iz glave. Za milijonsko odškodnino? Stari sam na koncu bo en tak. Potem, ko si je priskrbel finančno eksistenco, se je ponovno vrnil v velenski To Rudar. smo pričakovali. To je. In spoznal Denisa Šmeja. Tujc. Bosanc. Še kar ne, ali kaj? A je Rudar Velenje njegov edini slovenski klub? Bil je robusten napadalec z kratko pričesko. Koliko vi hintov rabite? Kaj je to? Ti zdaj si še te modne trende začel v frizurah pa to. Da on googla tam, no. Ne, Nekaj. ne, druge stvari. Ne, on je šel na Facebook malo. Tam jaz napredal. Na koncu. Zdaj že na sezoni. Stranka, ne vemo. Ja, mene tudi. A je bil v Sloveniji še v kakšnem klubu? Čakaj, Razen v Velenju. A je bil še...
A gre za evropskega nogometa? Se pravi, ja, razumem. S področja bivše Jugoslavije. A bi imel danes evropski potni list? Danes, če bi ga imel. Ne morem z gotovostjo trditi. ne Daj mi telefon, daj moram. Sam Hrvati so v EU, no. Če je Bosanc ali pa Srb, pa ga ne bi. Možno, da je pola. Bosanski, Aha, znači Hercegovina. A? šme. A vam bojo goli pomagali? A če už cifro povedal? Nima. Kdo je bil trener Rudarja? Nima evropskega potnega lista. A bil Pušnik? Se pravi Bosanc ali pa Srb. Ja. Nek Srb mora biti. Jaz se spomnim, da je. To bo nekaj to glupo. Veš, kakšen klub iz tujine? Ali je sam Rudar pa Amkar Amkar Perm? Perm. Kje je začel kariero? Povej? Zdaj bo neka Sloboda Užice. Prva črka povej. Za 1 300 000 se je prodal v Amkar Perm. Dobro, povedal si to. No. Igral tudi za slovenske klube Publikum Celje in NK Krško. Dragan Čadikovski. Se upravičujem, hrvaško potni list ima. Pa on je v Zenitu igral. Čadi. Pa ni igral za Velenje, po moje. Po mojem pa je. Je igral. Koliko si ti letnik? 9. Je letnik 86. Če kaj si prej rekel, da je Hrvat? To so te Pa da je igral za prinske, Celje. pa ta generacija. Svojo pot je začel pri NK Orientu. Na Hrvaško. To je znači, to je Istra. Rijeka. Ja. Bil je posojen tudi v NK Novalju. To vam je 42. namig. Ognjen Mudrinski. To je se spremenilo zelo dolgo časa v podkastu. Prva črka Bomo mi prerezali. Prva črka primka. V slovenski prvi ligi ima na 27 tekmah 14 zadetkov. 27. Pa dobro, ti si ga predstavljal, kot da je Jaz šlo sem mislil, da legenda. je to Štefan Da Škafar. je on pa Tavares. V Rudar Velenje je bil pripeljan za 70 000 evrov, Odhod? Plača se skrbino. prodan pa je bil, kot ste že slišali, Amkar Perm Dobro, za pa iz 1 katerega 300 000. kluba je prišel v Rudar? Kaj da vam še povem, iz Publikum Celje, evo sezoni in še to še sezono sem nas zdaj 8-9. Inicialke boš mogel dati, ne? J. Ja, vem. Kaj že? Trenutno je aktiven igralec NK Opatije. Kaj že un? Je, Točno vem, kjer. Jeremy. Mi smo še igrali. A zbiti tako smo? A smo igrali? Na reki? Čakaj. Smo igrali, ne? Ja. A je na ič? Vem, kjer je. Igrali smo pred njim. Eldin. Eldin je kupil. Ne, je kupil. Kako je že? Eldin. Januzovič. Ja! Zdaj pa sam, prav sem za konec še razkril zadnje, kje si se njega spomnil, zakaj, kakšna vajna osebna povezava, On je blestel. ali je novi sponzor tega podcasta. Je blestel? Blestel je menedžer, ostali. Je blestel? Vedno sem ga v Belo krajino ne po samo Prpelju, eno, da mu je v Rudarju potekel. Ti si Sam bosanski, prav, ti si tudi tu menedžer, sam bil Tujc je bil star, ja. Tujc je bil star. Bosansko zastavo. Zdaj sam še povej zdaj za konec, kaj so bili največji tvoji menedžerski uspehi z Belo krajino? Do kje si prišel? Liga prvakov? Liga prvakov, ja. Kje ste pa igrali na Hrvaškem? A ste zgradili kakšno... Ne vprašam se. Izidor Kordić areno so. A so? Ja, seveda. Au. Ne, drugače najbolj sem pa bil ponosen, ker sem z West Bromwichom osvojil Ligo prvakov, pa mi je v špici igral Jamie Mackie. Sam tudi Pa Junuzovič. se spomniš Jamie Mackie? Spomnim se Jamie On mi je Mackie. igral v špici, sem osvojil. Moja najna povezava si me vprašal. Jaz sem takrat v tistem obdobju sem pobiral žoge za štadionom ob jezeru in Edin Januzovič je bil profil igralca Ivan Toney. In tukaj je ta povezava. Fante, jaz moram biti Čakaj, jaz pa ne smem. Dej, Zbrisal me. Zbrisal me. rekel si, da nimaš. Ajde, Ne, to kompleksno gledalci počakaj. Čas. Kako me hočeš Kako zbrisati? sem, vsi trije ga poznate, ampak kaj vas je to, kaj vas je Ne. znašlo? Ja, človek je bil Ne, 20 veš let kaj je nazaj fora? tle. Ti si iz glave govoril. Ti moraš vzeti Wikipedijo pa povedati neke fakte, ki niso pustil je velik pečat. Pa pustil je velik pečat v Rudar Velenju. Mate Terović. A te prodar Velenje izgleda, da je koga še prodal za 1 300 000. Ja, Jakub Kako Jola. so te prodali? 8, 2, 8, 2, Kako so te prodali? Uno, šel za v EFI-no odškodnino. A si imel kdaj odškodnino v življenju? Kako se reče nadomestilo, kako se reče? So vzgojili. Vzgojnino. Vadnino. Tebe, kada je šola prodala. Vadnino, kaj je Stari dal, so 1 dobili 300 nazaj. 000, v sezoni 8-9, zdaj to inflacijo, to je zdaj 4 200 po mojem. Ajde, vidim, kaj mora imeti.
Sem produkt Tottenhamove šole. Nathan Oduva. Evo ga. In tako smo zaključili prvi podcast nas. No, čestitke. Ti ne moreš brez te Olimpije. Zdaj je šel v drugo korejsko ligo. Ja, se pa bi ti ugotovil takoj vse. Ker drugi hit je bil se trenutno igralec. A si ti Unuzovič, ali kaj ta? Ja. Se pravi, 1 točka, 1 točka, 1 točka, 3 imamo. Ti se kar hvali s tem, koliko si dal dober Dajmo primer. mu točko, ki je imel zajebane hinte, zajebane namige. Zato, da se, Meni pa, da sem lahek. ampak si globoko vse bo vedel, da je poraženec. Ne? Sem jaz to ugasnil, dela. Upam, da si ugasnil. Hvala lepa, drage davki in gledalci, do naslednjič. Hvala, fanti. Hvala tebi.